Spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, profesorica doktorica Simona Kustec. Spoštovani predsednik Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, profesor dr. Boris Aberšek, ter predvsem vi, spoštovani nagrajenke in nagrajenci. Lepo in z vsem spoštovanjem pozdravljeni. Če kdaj, potem zdaj. V času največje zdravstvene in socialne krize se je jasno pokazalo ne samo, kako pomembno je šolstvo v življenju naroda in države, temveč tudi, kako sposobni, srčni in odgovorni ste naši pedagoški delavci na vseh ravneh varstva in izobraževanja. Slovenske učiteljice in učitelji ste nalogo, ki je bila povsem nepričakovana, opravili z odliko. Presežnost vašega dela v tem kriznem času bo z zlatimi črkami zapisana v zgodovino slovenskega šolstva. Živi naj si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, neurag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, neurag le sosed bo, neurag le sosed bo mejak. Spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, profesorica doktorica Simona Kustec, vljudno vas prosim, da nagovorite letošnje nagrajence državnih nagrad in vso slovensko javnost. Spoštovane in spoštovani nagrajenke in nagrajenci najvišjih nagrad Republike Slovenije na področju šolstva v letu 2020. Spoštovani in dragi vsi, od učencev, učenk, učiteljic, učiteljev do staršev. Letošnje leto, ki se na veselje večine nas počasi poslavlja, je poleg veliko neznanih in neobičajnih pustilo tudi veliko dobrih spoznanj. Tistih spoznanj, ki so tu med nami že ves čas, a smo nanje začeli gledati kot na tako samoumevne, da smo skorajda pozabili na njihovo veličino in na njihovo pomembnost. Eno od takšnih je nesporno tudi vloga učitelja, učiteljice kot odposlanca znanja, veščin in vrednot, kot osebe, ki zna odstirati svetove do sedaj nepoznanega in neznanega. Kot nekoga, ki podaja roko za pot po bogati, čudoviti, a hkrati polno preprek in izzivov prepredani poti novih znanj, obzori našega življenja in tudi osebne rasti. Učitelji ste tisti, ki vas nikoli v življenju ne pozabimo, ki do konca življenja pustite pečat v nas, v obliki spomina, hvaležnosti, spoštovanja, vzora, včasih pa tudi nerazumevanja, ki nam ga skozi čas pomagajo na svoje mesto postaviti naše lastne življenjske izkušnje in pa rast. Prav v tem času, posebej v tem tako imenovanem COVID-letu, ste nam učiteljice in učitelji s svojim delom, odzivom in odnosom pokazali, da je poslanstvo učitelja ne zgolj prenašanje obstoječih znanj, ampak tudi in predvsem veščina in veličina odziva na nepričakovano, na soočanje z neznanim, na pomembnost misliti in se odzivati na prihodnost. Z izobraževanjem na daljavo ste pokazali, da ni dovolj znanja zgolj povzemati, ampak da je pomembno, na kakšen način ga prenašate do učencev, na kakšen način ga prinašate, s kakšnim razumevanjem, spodbudami, srčnostjo in toplino, s kakšno skrbjo opravljate to delo. Prav sedaj se je v vsem svojem sijaju in razsežju skozi vaše delo ponovno potrdila starodavna misel, ki jo je izrekel Aristotel.
in pravi, da izobraževanje pomeni izobraževanje uma in hkrati tudi vzgojo srca. Spoštovane nagrajenke in spoštovani nagrajenci, z vašimi letošnjimi dosežki, kvaliteti, podajanja, usvajanja in utrjevanja novega znanja ste ne zgolj pomembno obogatili slovenski vzgojno-izobraževalni prostor, ampak ste vanj zasejali semena novih, drznih in svežih pristopov ter idej. Ste zrcalo najboljšega, kar premoremo. Ste nosilci plamenice pedagoškega etosa. Iskrena zahvala in velike čestitke za vaše izjemne dosežke. Vam, vašim stanovskim kolegicam in kolegom, vašim in našim mladim nadebudnežem želim vse dobro pri nadaljnji poti znanja in srčnosti. Srečno in zdravo vsem skupaj, z željo po prijaznih, mirnih in toplih prazničnih dneh voščim. Hvala, spoštovana ministrica. Res je, življenje je vrtiljak in vi ste, spoštovani nagrajenci in nagrajenke, njegovo gonilo skozi rast in razvoj mladih ljudi v ustvarjalne in izpopolnjene osebnosti. Življenje je vrtiljak, ki ga vrti sivi čas, a spet in spet si je nam skozi mrak veselih lučka. Ko pride maj podvečer, Vrtiljak, spet nov in lep se ti zdi. vrtiljak, Če tudi veš, da je siv in črviv kot stara ura. čeprav je star in vasiv, mi vsi smo mladi, ker imamo se radi, je poln luči. Življenje je vrtiljak, ki ga vrti sivi čas, za naju dva pa je nov in veslep, saj še mlada sva. Drživa se za roke, godba igra, lučke se blešči. Ko pride maj podvečer, Vrtiljak, spet nov in lep se ti zdi. vrtiljak, Če tudi veš, da je siv in črviv kot stara ura. čeprav je star in vasiv, mi vsi smo mladi, ker imamo se radi, je poln luči. Življenje je vrtiljak, ki ga vrti sivi čas, za naju dva pa je nov in veslep, saj še mlada sva. Drživa se za roke, godba igra, lučke se blešči, za roke godba igra, lučke se blešči, za roke godba igra, lučke se blešči. Velika, težka in odgovorna naloga je vsako leto pred odborom izbrati iz množice izjemnih pedagoških delavcev nagrajence. Ker ne gre samo za vedenje, gre za uvid in spoštovanje presežnega. Spoštovani predsednik odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije v šolstvu za leto 2020, profesor dr. Boris Aberšek, vljudno vas prosim za poročilo. Spoštovane, morda bi lahko danes začel ta pozdravni govor z besedami, ki jih je Dolly Parton nekoč rekla v Nashvillu:
vi vidite mene, jaz ne vidim vas. In to je pravzaprav tako rekoč naša vsakdanjost, ki nas spremlja, vse pedagoške delavce, ki smo večino časa nekje za računalnikom in poskušamo ustvariti neko novo vzdušje. V tem drugačnem času se od vseh pričakuje, da se vedemo drugače, kot smo se vedeli do sedaj. Zato bo tudi ta slovesnost, ki je pred nami, drugačna od tistih, ki se jih spominjamo iz prejšnjih let. To, kar boste zamudili letos, bomo poskušali nekako nadoknaditi v naslednjem letu in vas bomo priključili k generaciji 2021. To, kar v teh drugačnih časih kaže v družbi, je, da lahko družbo razdelimo pravzaprav v dve vrsti ljudi. Najprej so tu samozavestni in glasni. Ti znajo v vsakem trenutku najti rešitev za vse, saj so, če govorimo v pedagoškem jeziku, pravzaprav na prvi učni stopnji in to je ne vem, da ne vem. In potem so tu drugi, ne tako samozavestni in predvsem manj glasni. Ti se zavedajo dosega svojega znanja. Žal, učitelji nasploh spadamo pretežno v to drugo skupino. Ne zavedamo se dovolj svojega izjemnega pomena za celotno družbo in žal, posledično, se tudi družba kot celota ne zaveda vloge in pomena nas kot enega od ključnih elementov te družbe. Saj brez izobraževanja ni nič, brez izobraževanja ni športa, brez izobraževanja ni kulture, ni zdravstva in na koncu tudi ne znanosti, o kateri danes govorimo toliko. Zato moj apel, bodimo ponosni na to, kar počnemo in naj nam ne bo nerodno to samozavestno oznaniti tudi vsem drugim. Žal ni tu vseh, ki sodelujejo v našem uspehu in cenijo vaše delo, vaših najbližjih, vaših tesnih sodelavcev, pa tudi učencev, dijakov, študentov, vseh tistih, ki bodo ustvarjali ali pa že ustvarjajo družbo prihodnosti. Vseh znanstvenikov, vseh umetnikov, gospodarstvenikov in ne nazadnje tudi politikov, ki so že bili nekoč vaši učenci. Vseh, ki so se pravzaprav morali zahvaliti vam, tistim, ki ste jih prvi v vrtcih pokazali radovednost, raziskovanje, ustvarjalnost, pa tistih, ki ste jih navdušili in usmerili na določeno pot, učiteljem v osnovnih, srednjih šolah in ne nazadnje tudi vseh tistih, ki ste lahko na teh trdih temeljih zgradili ustvarjalno in kreativno družbo vseh profesorjev na različnih visokih šolah in fakultetah. Če se sedaj na kratko osredotočimo na to, kar se je dogajalo, naš odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je bil imenovan v sestavi dr. Eva Klemenčič. Kolegica nam je na prvem srečanju povedala, naj se pravzaprav ne trudimo izgovoriti njenega drugega priimka in tega napotila njenega sem tudi tukaj držal. Pa bila je z nami gospa Majda Završnik Puc, Janja Bogataj, Vlasta Sagadin, Nina Jelen, Bernarda Trstenjak, dr. Andrej Brodnjak, magister Marko Strle kot članice oziroma člani in jaz kot predsednik. Strokovna in tehnična dela ter celoten postopek pa je vodila gospa Rosanda Lenart, za kar je pravzaprav gre največja zahvala. Če ne bi bilo njenega entuzijazma, če ne bi bilo njenih spodbud, če ne bi bilo tega, kar je naredila, pravzaprav verjetno tudi te predstavitve, ki jo imamo danes, kot smo rekli, v nekem drugem okolju, v nekih drugih razmerah, vendar še vedno na dovolj svečan način. Če bi se osredotočili na to, kar se je dogajalo, pred nami so bile težke odločitve, vendar sem ponosen, da smo kljub
našim različnostim vse odločitve sprejeli s konsenzom. Ampak takšni pač smo mi učitelji, izobraževalci, vzgojitelji. Vedno imamo pred očmi koristi drugih in na splošno mnogokrat pri tem pozabljamo tudi nase. Letos je v skladu z razpisnimi merili za dodeljevanje nagrad prispelo 29 predlogov, odličnih predlogov. Vsi bi si zaslužili priznanje, vsi so bili zelo dobri, ampak tako kot kjerkoli, tudi pri nas so omejitve, katerih smo se morali držati. Zaradi kakovosti in števila vlog smo se odločili, da podelimo največ, kar smo lahko naredili. Podelili smo vseh 11 nagrad, 5 za življenjsko delo ter 6 za izjemne dosežke na področju šolstva. In to je bilo 1 nagrado za področje predšolske vzgoje, 2 za področje osnovne šole, 3 za področje srednjega šolstva, po 2 nagradi za višje in visoko šolstvo ter po 1 za področje posebnih potreb, 1 za področje izobraževanja odraslih in 1 za področje širšega delovanja in vzgoje v izobraževanju. Dovolite mi, da na koncu tega poročila izrazim zahvalo vsem, ki so sodelovali v tem kandidacijskem postopku, od prijaviteljev do kandidatov. Predvsem slednjim gre zahvala za vse njihove izjemne dosežke in predvsem za to, da so lahko svete vzgled vsem sodelavcem, vzgojiteljem, učiteljem v izobraževanju. Pri tem je pomembno v bistvu to, da si želimo, potrebujemo neke svetle vzglede in ti svetle vzgledi, ki smo jih dobili za našimi letošnjimi nagrajenci, so res tako pomembni v bistvu, da nam bodo kazali pravo smer tudi v prihodnosti. Zato bodimo samozavestni, zato s svojo samozavestjo spodbujamo tudi samozavest pri kolegih, pri drugih. Če bomo vsi verjeli vase, bodo tudi drugi verjeli v nas. In če bomo ocenili, da smo dobri, bodo tudi drugi tako ocenili nas. In v tem letu, v leto 2020, v leto, ki ga še ni bilo in upam tudi, da se nikoli ne bo več ponovilo, bodimo glasni, da se bo naš glas slišal in da bomo tudi mi prišli na listo tistih, katerim ljudje najbolj zaupajo, ki jih najbolj cenijo. In to leto, ki je za nami, je zares pokazalo, kaj in kdo smo, čeprav se morda od drugih, bolj glasnih, govori več, kot se govori o nas. Vsem hvala za to, kar ste naredili, lahko rečemo, za izobraževanje, za šolstvo, za družbo in spodbujati tudi druge, da bodo stopili na vašo pot. Hvala. Hvala, predsednik odbora za podeljevanje nagrad. Se kmalu spet srečava na odru. Brez ljubezni do dela, ki ga tako odlično opravljate, tudi ni uspeha. Samo znanje in vedenje je premalo, ker delate z mladimi dušami in še občutljivejšimi srci. Supreme
Letos bo podelitev potekala v skladu s predpisi in odredbami v času pandemije. Zato pa ne bo nič manj slovesna in še bolj vredna kot sicer. Spoštovani predsednik odbora za podelitev nagrad Republike Slovenije v šolstvu za leto 2020, profesor dr. Boris Aberšek, prosim, da podelite priznanja. Spoštovani, v predstavitvenih filmih boste videli in slišali le povzetke obrazložitev, popolne pa so natisnjene v brošurah. Nagrado za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje prejme Milena Brusnjak. Magistra Milena Brusnjak je svojo poklicno pot začela v vrtcu Šoštanj kot vzgojiteljica predšolskih otrok. Bogate delovne izkušnje iz prakse je nato nadgradila z vodenjem vrtca Šoštanj, ki je prav pod njenim vodstvom doživel veliko prepoznavnih sprememb. Te pa so pomembno vplivale na boljše dojemanje predšolske stroke v lokalnem in širšem okolju. Poleg vodenja vrtca Šoštanj je znana tudi kot vodja mnogih projektov na lokalni in državni ravni. Predsednica komisije za strokovne izpite pri MIZŠ, bila je mentorica novo imenovanim ravnateljem in je neutrudna aktivistka za kakovostno delovanje slovenskih javnih vrtcev ter predšolske vzgoje. V skupnosti vrtcev Slovenije so ji bile zaupane mnoge naloge. Med njimi je najbolj prepoznavna vloga podpredsednice Balkanskega združenja vzgojiteljev. Njeno delovanje je usmerjeno v prihodnost, v razvoj učeče se organizacije in skupnosti. Skupaj s kolektivom se nenehno uči ter krepi svoje strokovne usposobljenosti in znanja. Na svoji profesionalni poti že 37 let sledi novostim ter spremembam na področju vzgoje in izobraževanja v slovenskem in evropskem prostoru. Lepo mi je, kadar grem v oddelek k najmlajšim, se z njimi pogovarjamo, mi povedo kakšno anekdoto, zapojemo pesem, s strokovnimi delavkami pa izmenjamo različna strokovna stališča. V prostem času grem rada z dobro družbo in prijatelji v planine. Izjemno lepo mi je takrat, ko me obišče 5-letna vnukinja, ki se najrajši igra igro vlog vrtec. V tej igri je seveda ona glavna kot vzgojiteljica. Želela bi, da ji ta vloga ostane do odrasle dobe, kajti biti vzgojiteljica je res najlepši in zelo plemenit poklic. Lahko bi rekla tudi poslanstvo. Seveda, v času ravnateljevanja pride tudi do neprijetnih dogodkov, neprijetnih situacij, pa vendarle, za vsakim dežjem posije sonce. K sreči je človeški naravnan tako, da neprijetne dogodke pozabljamo, prijetnih pa se radi spominjamo. Iz njih črpamo nove ideje, nove zamisli. Tako prijetni kot neprijetni dogodki so gonilo napredka in jih vedno jemljem kot izziv. Po proučevanju številnih kurikulov, bodisi evropskih držav ali tudi nekaterih v svetu, lahko z gotovostjo trdim, da imamo v slovenskem prostoru enega najboljših programov predšolske vzgoje. Zato želim tem našim mladim junakom, ki hodijo v javne vrtce širom Slovenije, da odrastejo v vesele, srečne, predvsem pa odgovorne
in zrele odrasle ljudi, ki bodo znali ohranjati slovenski jezik, ceniti kulturno dediščino našega naroda, uživati v lepotah naše prelepe narave, seveda pa ljubiti našo krasno domovino Slovenijo. Čestitke in vabljeni na oder za podelitev slavnostne nagrade. Čestitke in najlepša hvala. Nagrado za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva prejme Natalija Čerček. Natalija Čerček je profesorica razrednega pouka. Od leta 2004 do 2017 je imela status zunanje strokovne sodelavke za specialno didaktiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. V tem času je pripravljala študente na nastope, jih hospitirala, izvajala vaje in seminarje matematike ter vzorne nastope. S svojim delovanjem na področju matematike visoko dviguje raven kakovosti poučevanja matematike po vsej Sloveniji. Že od leta 2016 izvaja strokovna izobraževanja matematik za učitelje in svetovalne delavce ter cici matematik za vzgojitelje. V 4 letih je seminarje obiskalo več kot 2300 učiteljev, defektologov, specialnih pedagogov, izvajalcev dodatne strokovne pomoči, vzgojiteljev in študentov. Delavnice pa izvaja tudi za učitelje iz tujine. Udeleženci v njenih seminarjih govorijo o presežkih, saj gre za izvrstne, konkretne prikaze primerov dobre prakse, s katerimi učitelji krepijo matematično in splošno strokovno usposobljenost. Nagrajenka je učiteljem in učencem vzor, skoraj ideal. Učencem kaže pot, učiteljski poklic pa postavlja na visoko, ugledno raven. Zame je učiteljski poklic najboljši in najlepši na tem svetu. Saj učitelj zmore pričarati otrokom nasmehnjenice. Zna narediti dan v šoli takšen, da se njihova srca naseli navdušenje in zadovoljstvo. Zna pričarati učne ure tako, da otroke prevzame radovednost in želja po novem, neznanem. Zna objeti, potolažiti, svetovati, zna sprejeti drugačnost in zna imeti rad. Za učitelja je velik izziv vsak otrok. Prehodil bo kar nekaj poti, preden ga bo dodobra spoznal in razumel, saj je vsak otrok unikaten svet zase in nihče mu ni enak. In prav tu se skriva čarobnost učiteljskega poklica. Le nam je dano, da na svoji poti življenja srečamo mnoga mlada srca in z njimi prehodimo del svoje in njihove poti, ki v nas pustijo srčne sledi. Najbolj si želim, da se učenci počutijo v šoli varno, prijetno, sproščeno in sprejeto, saj le tako lahko dajo vse od sebe. In to je učiteljeva najpomembnejša vloga. Čestitke in vabljeni na oder. Najlepša hvala. Nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva prejme magistrica Jožica Frigl. Magistra Jožica Frigl že 38 let z izredno predanostjo opravlja pedagoško delo in udejanja svojo izbiro poklica. Vrsto let je izvajala nastope in hospitacije za študente Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Bila je mentor mnogim študentom in učiteljem pripravnikom. Sodelovala in vodila je številne projekte. Aktivno sodeluje na številnih strokovnih in znanstvenih posvetih na državni in mednarodni ravni, kjer deli strokovno znanje in praktične izkušnje. Njena nenehna prizadevanja za kakovosten pouk in šolski sistem ter njegov nadaljnji razvoj se odražajo tudi v številnih strokovnih in znanstvenih člankih ter kolumnah. Je soavtorica 3 učbenikov, članica Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, članica različnih komisij, skupin in odborov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Svojim delom, energijo in vztrajnostjo je odmevno zaznamovala slovenski šolski prostor in ga še vedno soustvarja v želji in z namenom omogočiti otrokom kar največji možni razvoj in napredek. Svojo kariero naj bi predstavila s 3 presežniki: najlepše, najtežje in največja želja. Bila bi seveda nevredna pozornosti, če bi kot najlepše ne navedla dela z učenci. Otroci so mi vedno s svojo odkritostjo, radoživostjo, radovednostjo ustvarjalni izziv. Delo z njimi ni nikoli dolgočasno ali enolično. Lepo jim je pomagati rasti in ko se kot odrasli vračajo ali kot starši in te z nasmehom pozdravljajo, te z besedami moja tršica objemajo, takrat veš, da si delal dobro in prav. Najtežje od vsega se je spopadati z neživljenjskimi predpisi in birokratskimi ovirami, ki so prepogosto v nasprotju s pedagoško stroko. Se spopadati z umetno ustvarjeno šolofobijo, ki ima strahovit vpliv na odnos družbe do izobraževanja. Se spopadati z leporečnimi nebulozami in umotvori, ki so sicer bleščeče črke na papirju, z realnostjo pa nimajo nič skupnega. Moja največja želja pa je, da bi bili učitelji praktiki kot strokovnjaki priznani in povezani v ustanovsko organizacijo, ki bi imela v procesu sprememb in izboljšav šolskega sistema status enakopravnega soodločevalca. Vabljeni na oder. Čestitke in najlepša hvala. Vsaka nagrada so tudi spomini. Najprej tisti osebni, skriti in lepi, nežni kot še 5 poletnih trav. Kadar sonce v juliju v svet zlati, morje trave valovi, vrača se drhteči vonj preteklosti, vabi me, a nazaj ni poti. Se še spominjaš tistih dni? Imel
Imel sem komaj 15 let kot ti. Ljubezen prva je bila šepet poletnih trav. Koraki plahi v novi svet, opojna radost senci mladih brez. Zamaknjen vas poslušal sem s teboj šepet poletnih trav. Čez noč odrasla sva zbledel, je čar, v srce sva skrila nekaj lepega, šepet poletnih trav. Se še spominjaš tistih dni? Imel sem komaj 15 let kot ti. Ljubezen prva je bila šepet poletnih trav. Koraki plahi v novi svet, opojna radost senci mladih brez. Zamaknjen ves poslušal sem s teboj šepet poletnih trav. Čez noč odrasla sva zbledel, je čar, v srce sva skrila nekaj lepega, šepet poletnih trav. Nagrado za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva prejme Katarina Virant Iršič. Katarina Virant Iršič že več kot 38 let nesebično deli svoje glasbeno znanje, predvsem pa išče in spodbuja čut za umetnost pri mladih. Svojim predanim, zavzetim in odgovornim delom navdušuje dijake, študente Akademije za glasbo v Ljubljani na pedagoški praksi in učnih nastopih, vzgojitelje in učitelje. Sodelovala je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šport, Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ter Državno založbo Slovenije in Mladinsko knjigo pri pripravi glasbenih priročnikov. Kot urednica za glasbeno področje revij Ciciban in Cicido skrbi, da se ohranja glasbena kulturna dediščina. 13 let je sodelovala z instrumentalnim sestavom na festivalu Pika pod goro. Prejeli so 12 zlatih in 1 srebrno priznanje. Mnogo izvedb je bilo uvrščenih na zgoščenke 5 zbirk Pojemo, pojemo, od katerih sta 2 prejeli priznanje Zlata hruška. Njeno pedagoško delo ni omejeno zgolj na poučevanje in učenje, temveč je bogato tudi na ustvarjalnem področju izdaj zbirk, priročnikov, člankov, recenzij, seminarjev. Pripravila, interpretirala in posnela pa je kar 140 avtorskih radijskih oddaj za otroke. Kaj se mi zdi najtežje v mojem poklicu? Pravzaprav situacija, ki jo imamo zdaj. Kajti razred brez učencev, brez dijakov, brez študentov je prazen razred. Zdaj se šele bolj zavedamo, kakšen pomen ima odnos učitelj-učenec. Kajti v nekem prostoru le ljudje naredijo pravo atmosfero. Komaj čakam, da se vrnemo. Vsi skupaj. Kaj se mi zdi najlepše v mojem poklicu? Vsekakor glasba, kajti glasba je moje življenje. Na nek način tudi ta sreča, da jo lahko povezujem z drugimi umetnostmi, likovno, poezijo, prozo, dramo. Kajti pogosto se počutim kot na odru, ko stopim v razred, se zame čas ustav. V resnici se mi zdi to največja sreča, da predajam svoje znanje, navdušenje, empatijo, veselje, spoštovanje. Kajti poleg strokovnosti je tudi vse to zelo pomembno. Pa motivacija, absolutno. Da zjutraj začnemo
dan ali pa vsako uro z nasmehom, s parimi besedami dobre volje, s sprostitvijo, kajti smatram, da glasbo lahko ustvarjaš samo, če si zares sproščen in če se dobro počutiš, varno počutiš. Mi pa vemo, da tisti, na katere vplivamo, tiste, ki učimo, niso vsi tako zelo sproščeni. Najlepše od vsega se mi zdi tudi to, da to svoje delo lahko združujem tudi naprimer z drugimi institucijami, snemanjem. Snemali smo na radiju, pri Cicibanu smo sodelovali, na raznih festivalih, projektih. Najlepše je to, da lahko svoje glasbenike jemljem vsepovsod s seboj. Da tudi oni v živo spoznajo v praksi, kako to deluje, kako nastopamo, kakšna je ta čarovnija, ki jo mi ustvarimo lahko v neki določeni urici, prostoru. Hkrati pa se tudi zavedam in poskušam to zavedanje tudi prenesti naprej, da je le najboljše dovolj dobro. Spet tako za najmlajše, kot tudi za starejše. Kaj si želim naprej? Da bi lahko še naprej sodelovala z izjemnimi kolegi, prijatelji, sodelavci, da bi nas združilo delo, da bi imela podporo svoje lastne ustanove, naše srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljane ter vodstva, ter da bi se lahko zahvalila vsem, ki so mi stali v teh letih ob strani, družini, prijateljem, ter da bi navsezadnje se zahvalila za to izjemno nagrado. Čestitke in vabljeni, da se nama pridružite na odru ob prevzemu nagrade. In najlepša hvala ter še enkrat čestitke. Nagrado za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva prejme Biotehniški izobraževalni center Ljubljana. Nagrado bo prevzela direktorica, magistrica Jasna Kržin Stepišnik. Biotehniški izobraževalni center BIC Ljubljana je danes eden izmed 10 največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogoča dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in strokovne usposobljenosti s področja veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Kakovost izobraževanja in delovanja je njihova temeljna usmeritev, zato dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja nudijo najboljše pogoje za izobraževanje in doseganje kakovostnih učnih izidov. Plodno delujejo tudi na področju mednarodne mobilnosti. Vzpostavili so karierni center, ki dijakom in študentom pomaga pri nadaljnjih korakih njihovega izobraževanja ali zaposlitvi. Iz vsega povedanega seva prepričanje, da BIC ne le opravlja svoje poslanstvo na najvišji kakovostni ravni, ampak je tudi inovativen in izjemen na vrsti drugih področij, ki niso del njihovega vsakdana. Odličnost Biotehniškega izobraževalnega centra BIC izhaja iz njihovega poslanstva biti najboljši. Je del njihove vizije, kakšno bi šolstvo moralo biti. Ta njihova izjemnost je tudi utemeljitev nagrade za izjemne dosežke na področju šolstva. Ponosni in počaščeni smo, da smo prepoznani kot primer dobre prakse izobraževanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Vesela sem, ker uspešno uresničujemo poslanstvo, cilje in načrte, ki smo si jih zadali. Ravno ta del, snovanje ciljev, skupaj s svojimi številnimi sodelavci, je nekaj najlepšega, kar ima moje delovno mesto. Ponosna sem na številne naše predane sodelavce. Zagotavljanje kakovostnega izobraževanja ob skrbi za zadovoljstvo vseh vključenih je naša temeljna usmeritev za delo.
Naš razvoj v teh letih poteka v smeri vzpostavitve optimalnega modela izobraževanja v vseh programih, v katerih izobražujemo v našem zavodu. In ta usmeritev je vezana na vzpostavitev realnega učnega okolja za vse naše udeležence. In kaj si želim za prihodnost? Še naprej si želim ob sebi imeti zavzete, predane in zadovoljne sodelavce. S sodelovanjem in povezovanjem z drugimi bomo uspešni tudi v prihodnje. Čestitke in vabljeni na oder. Hvala in seveda čestitke ob nagradi. Nagrado za življenjsko delo na področju srednjega šolstva prejme magister Albin Vrabič. Magister Albin Vrabič je svojo strokovno pot posvetil pedagoškemu delu, od mentorstva dijakom, uvajanja računalniških tehnologij v pouk do ravnateljevanja in zagotavljanja kakovosti šole. S čutom za mladostnike je znal dijakom privzgojiti primeren odnos do dela in učenja ter v njih spodbuditi podjetniške vizije. V učiteljski karieri je aktivno razvijal računalniško podprti pouk predmetnega področja mehanike. Je avtor in soavtor učbenikov z področja strojništva ter član strokovnih skupin, ki so pripravljale kataloge znanj, izpitne kataloge, nove izobraževalne programe, uvajale vajeništvo ter izvajale pripravo na poklicno maturo. Neprecenljivo je njegovo ravnateljevanje na rudarski srednji šoli. Verjel je v procese, kjer mora vsaka šola znati načrtovati, ugotavljati in zagotavljati kakovost samega vrednotenja, šele nato pa vse to povezati z vrednotenjem dosežkov. Spoznanje je razširil doma in v tujini. Pridobljeno znanje in izkušnje je uspešno širil in podajal sodelavcem tudi širše s predavanji, izvajal zunanje ocenjevanje, svetoval mnogim šolam in posredno vplival na njihovo razvojno načrtovanje. Njegovo razvojno delo je doseglo učinke na ravni slovenskega šolskega sistema. Najtežje mi je bilo kot ravnatelju, ko so k meni pristopili obupani dijaki, ki so bili negativno ocenjeni pri samo enem predmetu, kljub velikim naporom, ki so ga vlagali celo leto v ta predmet. Najlepše je bilo opazovati dijake, kako so se spreminjali v boljše ljudi, tudi z mojo pomočjo. Lepo je tudi bilo, ko smo kreirali didaktični komplet za pouk računalniško podprte mehanike. Upoštevali smo didaktične principe Stanka Gogale, izobrazili smo vse slovenske učitelje mehanike, seveda pa smo se pri tem tudi neizmerno zabavali. Najprej si želim, da se čim prej znebimo tega kitajskega virusa. Želim si pa tudi, da bi v prihodnosti bilo v razredu manjše število dijakov, kar bi učitelju omogočilo, da bi se bolj posvetil vsakemu posamezniku. Na ta način bi mu lahko pomagal, da se dijak sam spremeni v boljšega človeka po profesionalni, kako tudi po človeški plati.
Želim si druženja z vnukom. Prav tako pa želim napisati knjigo o principih uspešnega delovanja učiteljev in ravnateljev. Ob tej priložnosti vas vabimo na slavnostni oder. Čestitke. Še trenutek za našega fotografa. Čestitke, hvala. Vse hudo mine. Življenje je trdovratnejše od nesreče in znanje, ki ga nesebično delite, je pot v lepšo prihodnost. Spet, in upam, da kmalu, bo prišel čas za 100 majhnih nežnosti. Zida ljubezni most med nama. 100 majhnih nežnosti, 100 majhnih nežnosti, zida ljubezni svet za vse. To je dar večera v senci starih dreves, temnih hiš, spečih parkov je 100 zaljubljencev. Njihov svet je rožnat, kakor sanje otrok. V srcih nosijo srečo, dovolj jo je za vse ljudi. 100 majhnih nežnosti, 100 majhnih nežnosti, zida ljubezni most med nama. 100 majhnih nežnosti, 100 majhnih nežnosti, zida ljubezni svet za vse. To je čar večera, čarovnija teme. Mesec riše podobe, ki v vetru ožive. Vse povsod so pari, ki objemajo se. Vse povsod je ljubezen, dovolj jo je za vse ljudi. 100 majhnih nežnosti, 100 majhnih nežnosti, zida ljubezni most med nama. 100 majhnih nežnosti, 100 majhnih nežnosti, zida ljubezni svet za vse. Nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva prejme doktorica Mojca Juriševič. Doktorica Mojca Juriševič je redna profesorica za področje pedagoške psihologije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Osrednje področje njenega raziskovalnega in strokovnega dela je psihologija učenja, še posebej motivacija in sposobnosti za učenje. Na fakulteti predava pedagoško psihologijo in nekatere sorodne predmete na dodiplomski in podiplomski ravni. Psihološka spoznanja uspešno vnaša na različne ravni izobraževanja učiteljev, razvija nove pristope in programe, s katerimi bogati kakovost visokošolskega vzgojno-izobraževalnega prostora. Posebno pozornost namenja učenju študentov v okviru praktičnega usposabljanja v avtentičnih učnih okoljih ter portfoliju kot orodju za samouravnavanje poučevanja. Poleg predavateljskega dela je tudi mentorica oziroma somentorica več kot 90 zaključnim delom na vseh stopnjah študija. Njeni študenti so s svojimi deli večkrat med prejemniki nagrad. Je ustanoviteljica in vodja Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti, ki na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani deluje že dobrih 10 let in z vizijo kakovosti spodbujanja izjemnih učnih potencialov v procesu učenja povezuje številne visokošolske učitelje in sodelavce znotraj fakultete in širše. Nagrajenka izsledke svojega dela redno objavlja v znanstveni in strokovni literaturi. Njen opus obsega več kot 60 člankov v revijah, skoraj 200 konferenčnih prispevkov in več kot 30 monografskih publikacij, od katerih so bile nekatere objavljene pri priznanih mednarodnih založbah. Posebno mesto v njenem opusu imajo vabljena predavanja na mednarodnih konferencah in tujih univerzah, kar ob 84 čistih citatih še dodatno potrjuje odmevnost njenega dela ne le doma, temveč tudi v tujini. Občutke zadovoljstva v svojem poklicu doživljam pravzaprav večkrat, ker svoje delo na fakulteti in sicer v vlogi psihologinje razumem kot smiselno in koristno, to rada počnem. Najbolj pa me razveseljuje trenutek, ko vidim, da se določena ideja, zamisel začne uresničevati v praksi. Pa naj gre za določeno učno vsebino, ki je vnesena v predavanje, ali pa za raziskovalni problem, ki ga obdelamo in nato tudi uporabimo, realiziramo v praksi. Enega večjih problemov pri svojem delu opažam takrat, ko je potrebno določeno znanstveno, raziskovalno, strokovno spoznanje prenesti v prakso. Ga povedati tako, da ga razume študent, učitelj ali kdorkoli drug na področju vzgoje in izobraževanja. Ne gre namreč zmeraj za take receptološke načine, ampak si je treba vzeti čas in je treba določene procese in strukture razumeti, da bi lahko v vzgojno-izobraževalni praksi dobro delovali. Slovenski javni šolski sistem, to je moja vizija in sicer kvaliteten in dostopen vsem otrokom. Otroci, vrtčevski, šolski, srednješolski, tudi študenti si ne morejo izbirati svojega družinskega okolja, imajo pa vsi pravico do kakovostnih vzgojiteljev in učiteljev. Naša fakulteta in vsi, ki smo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, si prizadevamo in upam, si želim in delam na tem, da bomo to počeli tudi v prihodnje in zagotavljali kakovostno izobraževanje. Ob tej priložnosti vabljeni na slavnostni oder. Hvala in čestitke. Nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva prejme doktorica Jurka Lepičnik-Vodopivec. Osrednje področje dela profesorice doktorice Jurke Lepičnik-Vodopivec je predšolska vzgoja. Poudariti je treba sodelovanje doktorice Lepičnik-Vodopivec z vzgojitelji v vrtcih. Tako je na pristojnem ministrstvu vodila komisijo za strokovne izpite v predšolski vzgoji. Svoje praktične izkušnje in znanje pretočila v delo strokovne skupine, ki je pripravila izhodišča za nove študijske programe na področju izobraževanja predšolskih vzgojiteljev ter sodelovala pri pripravi poglavja o predšolski vzgoji v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji leta 2011.
Pozornost in pohvalo zasluži tudi zaradi svojega predanega dela na pedagoških fakultetah Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem. Delo profesorice dr. Jurke Lepičnikov-Dopivec je za slovensko predšolsko vzgojo tako zelo pomembno zato, ker je osredotočeno na področje predšolske vzgoje. Z vztrajnostjo in visoko strokovnostjo je pomagala dvigniti strokovno kakovost predšolskih vzgojiteljev na višjo raven in je, ker je proces vzgoje samo tako dober, kot so dobri vzgojitelji, tako pomembno prispevala k kakovosti predšolske vzgoje na Slovenskem. Torej, želela bi izpostaviti to, da sem imela priložnost sodelovati pri konceptualizaciji sedanjih veljavnih visokošolskih, univerzitetnih in doktorskih študijskih programih, tako za področja vzgojiteljev, učiteljev, pedagogov in drugih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Pomembno se mi zdi tudi, da sem sodelovala pri idejni zasnovi današnje šole za ravnatelje. Torej, pomembno je tudi to, da sem imela možnost sodelovanja pri oblikovanju sodobnega koncepta institucionalne predšolske vzgoje pri nas in torej sodelovati pri obeh belih knjigah na področju vzgoje in izobraževanja v naši državi. Morda bi izpostavila še moj prispevek pri koncipiranju mobilne specialno-pedagoške službe, ki smo jo postavljali v Ljubljani v 90-ih letih, in ki danes deluje ne samo v Ljubljani, ampak deluje tudi drugod po Sloveniji in pomaga pri razvoju otrok s posebnimi potrebami. V zelo veliko veselje mi je, da so moji nekoč študenti in študentke danes uspešni ravnatelji, ravnateljice, visokošolski učitelji, učiteljice ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Torej, najtežje mi je bilo pravzaprav usklajevati po eni strani moje osebno družinsko življenje s profesionalnim življenjem. Tudi člani moje družine se verjetno s tem strinjajo, da ni bil prevelik davek primanjkljajev v družinskem življenju na račun mojega profesionalnega razvoja. Želim si, da bi lahko svoje poslanstvo še naprej uresničevala in tako prispevala v mozaik lepše prihodnosti nas vseh. Lepo vabljeni na oder, da prevzamete nagrado. Še fotografija. Čestitke in hvala. Nagrado za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami prejme doktorica Branka D. Jurišič. Doktorica Branka D. Jurišič s svojim vrhunskim, ustvarjalnim in obsežnim delom prepoznavno spreminja področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Kot bogat vir znanja in izkušenj je navdihujoče izvedla več kot 1200 raznolikih seminarjev z področja specialne pedagogike za mlade in tudi bolj izkušene generacije, da so pridobljena znanja lahko udeleženci takoj prenesli v prakso. Pri vseh njenih strokovnih izdelkih gre za povezane vsebine, ki temeljijo na lastnem raziskovalnem delu, podprte pa so s teoretskimi osnovami in jih je mogoče takoj prenesti v slovenski šolski sistem, ker vsebujejo metodiko, didaktiko, strategijo in protokole. Je avtorica mnogih učnih pripomočkov, ki jih uporabljajo kot obvezno študijsko gradivo na več fakultetah Univerze v Ljubljani.
Bila je ena od pobudnic za odprtje prvega oddelka za učence z avtizmom v Sloveniji in napisala je prvo slovensko knjigo o avtizmu, ki je že naslednje leto doživela ponatis. Eden njenih največjih dosežkov pa je nedvomno delovanje v izobraževalnem centru Pika, pri katerem je pomagala tudi pri ustanovitvi. Je prepoznavna, spoštovana in cenjena strokovnjakinja, ki je z izjemnimi dosežki, etičnim zastopanjem vrednot in znanstvenim pristopom pri svojem delu trajno zaznamovala področje vzgoje in izobraževanja ter obravnave otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji. Ja, specialna pedagogika mi je všeč, ker je specialna, ker to pomeni, da se ukvarjaš z nečim, kar je drugačno. Hkrati pa razvoj področja je tako, da ugotoviš, da si pravzaprav potomec dveh tokov in to je znanost in sočutje. Najbolj všeč mi je gotovo to, da je veliko čustev, da so otroci iskreni, da se odzivajo in da pravzaprav te to vodi, kaj bi rad naredil, kaj bi rad dosegel. Hkrati pa tudi kar precej znanosti, ker so naši dosežki, naši cilji merljivi in je pravzaprav stvar zelo eksaktna. Nekaj je, kar čutiš, če hočeš pa doseči neke bolj dolgoročne cilje, potem moraš vedeti, kam greš. Smo že pri tem, močemo ponovati kakšne gasilske akcije, zaradi tega, ker delamo stvari brez načrta, zelo na hitro, rabimo spontanost, ampak ne maram pa zelo velikih improvizacij in moti me, kadar zmanjka ravno tisto, kar sem prej omenila, na eni strani empatija, otroci niso povabljeni na izlet, ne smejo v kolonijo, ne smejo skozi ista vrata v isto šolo, po drugi strani pa, ko zmanjka znanost, ko se lotevamo poučevanja najbolj ranljivih otrok z metodami, ki niso podprte z dokazom, kot da bi pričakovali neko čarovnijo. Kaj si želim? Tako v vsakodnevnem življenju si gotovo želim malo manj resnosti. Pri načrtovanju politike in stroke si gotovo želim, da bi zelo dobro ločevali, kaj je cilj, kaj je izid in da bi bili bolj osredotočeni na to, kaj želimo doseči, kot pa na to, kaj delamo, da bi bili bolj osredotočeni na v bistvu ključne 3 točke za vsakega otroka s posebnimi potrebami in to je, da imaš nekega drugega, nekoga, ki ga imaš rad, da delaš neko delo, ki se ti zdi smiselno in da imaš nek dom. In da bi nehali tudi pri željah in ciljih ločevati običajne otroke od otrok s posebnimi potrebami. Takrat se mi zdi, da bo dosežen cilj, ko se ne bomo o tem pogovarjali in tega ne bomo ločevali, ker se nam bo zelo to popolnoma zapomnilo. Vabljeni, da se nama pridružite na odru in prevzamete nagrado. Čestitke. Še ena fotografijo. Hvala in čestitke. Nagrado za življenjsko delo na področju izobraževanja odraslih prejme magistrica Ivanka Stopar. Magistra Ivanka Stopar je svojo poklicno pot pred več kot 40 leti začela kot profesorica slovenščine in angleščine na srednji šoli Ravne. Pred 23 leti je postala ravnateljica na isti šoli. Zavedala se je pomena trdne povezanosti šole z delodajalci, kar je privedlo do nastanka šolskega centra Ravne.
Svoje delo in vodenje šole je usmerjala v doseganje kakovostnega pouka, odpirala je šolo svetu, spodbujala je dobre medsebojne odnose, predvsem pa verjela v vsakega posameznika, da se lahko zave svojih zmožnosti, da vztraja in da verjame vase. Leta 2008 je postala predsednica Skupnosti izobraževanja odraslih, SIO, ki jo vodi še danes. Ivanka Stopar je pri vodenju SIO uspela združiti strokovnost in organizacijske sposobnosti, hkrati pa pritegniti k sodelovanju različne uveljavljene strokovnjake in institucije ter organizirati usposabljanja in obiske v izobraževalnih središčih za odrasle doma in v tujini. Magistra Ivanka Stopar je odločilno zaznamovala številna področja, na katerih je delovala in s tem tudi številne generacije Korošcev, tako v gospodarstvu kot v lokalni skupnosti. Zato je nagrada za njeno življenjsko delo več kot utemeljena. Tisto, kar mi je ostalo v najlepšem spominu v vseh teh letih, je v prvem obdobju gotovo izključno poučevanje. Potem pa sem prišla tudi do vodje te šole in zdaj nekako je že 24 let za mano, ko hkrati učim, ker nikoli nisem mogla nehati učiti, in pa tudi vodim srednjo strokovno šolo naravno. Jaz moram priznati, da sem srečen človek. Jaz sem se v svoj poklic zaljubila. Zaljubila sem se vanj že kot otrok, kot 10-letna deklica, ko sem učila vse okrog sebe. In nobenega vprašanja ni bilo, kaj bom v življenju počela. Ogromno življenj sem se dotaknila. In ko se kasneje srečujemo in ko srečujem te ljudi, ki živijo krasno, osebno in poslovno življenje, me zopet preveva strašansko zadovoljstvo in mi veča energijo, da to še z večjo strastjo in ljubeznijo počnem tudi naprej. Uživam v tem, kar počnem, dajem, veliko dajem in ogromno dobivam. Velik izziv, ki sem ga premagala, in velika težava, na rešitev katere sem ponosna, je to, da smo uspeli po 12 letih prizadevanja vendarle zgraditi za to mladino na Koroškem, za ta tehnični kader, novo, prekrasno, lepo šolo, v kateri so razmere za delo fantastične. Da je toliko časa trajalo, je bila gotovo moja velika bolečina. Veliko večjo bolečino pa sem doživljala takrat, kadar sem se znašla v situaciji, ko nisem mogla pomagati posameznim dijakom. Ko so se tako rekoč izgubili, pa sem porabila čisto vso energijo in moč, da se to ne bi zgodilo. Pa še ena zgodba, ta pa se dogaja danes, ki me močno muči, pa je, da dijaki, ki zdaj doživljajo situacijo, v kateri smo se znašli, nimajo enakih pogojev. In šele sedaj sem dokončno videla, koliko je takih, ki nimajo praktično ničesar, pa so nam to zamolčali. Moja velika želja je moč, da bom spreminjala tisto, kar lahko, ostalo pa sprejela, da si ne bom učitala, da bom se učila in učila druge, da bom bistveno lahko vplivala še na življenja mladih ljudi, ker potrebujejo nekoga, ki jim bo v podporo in nekoga, ki jih bo spoštoval, ampak veste, pri teh mladih je tako, da če ti njih spoštuješ, je spoštovanje vzajemno. Ob tej priložnosti vas seveda vabim na oder, da prevzamete nagrado. Čestitke in najlepša hvala. Nagrado za izjemne dosežke na področju širšega delovanja v šolstvu prejme izobraževalna točka razlagamo.si. Nagrado bodo prevzeli dr. Blaž Zmazek, doktorica Alenka Lipovec in dr. Igor Pesek. Izobraževalna točka razlagamo.si je gibanje, ki je nastalo v pravem trenutku, saj sovpada s pojavom epidemije in na pravem mestu, v virtualnem prostoru, dostopnem kadarkoli in odkodarkoli.
Ustvarjalno jedro te izobraževalne točke je skupina, katere dejavni člani so redni profesor dr. Blaž Zmazek, redna profesorica dr. Alenka Lipovec in docent dr. Igor Pesek, ki so bili že v preteklosti osrednji deležniki e-učenja v Sloveniji. Nagrado prejmejo predvsem zaradi izjemnega uspeha skupne izobraževalne točke Razlagamo.si, ki je zaživela marca 2020. Točka je namenjena medsebojni pomoči vseh udeležencev izobraževalnega procesa pri izobraževanju na daljavo. Uporabniki so tako učenci in dijaki, kot tudi učitelji. Družbeno najpomembnejši procesni vidik te izobraževalne točke je nastanek prostovoljnega gibanja med študenti, ki z zavzetostjo, mladostno zagnanostjo ter zanosom dokazujejo, da študenti že v času študija delujejo v dobro celotne družbe. Drug družbeno pomemben vidik pa je sodelovalna naravnanost izobraževalne točke Razlagamo.si, predvsem deljenje gradiv med učitelji. Izobraževalna točka Razlagamo.si sodi med odprte izobraževalne vire, zato spodbuja grajenje učeče profesionalne skupnosti učiteljev, prihodnjih učiteljev in raziskovalcev. Za zagon takšnega projekta, ki temelji na inovativnosti v času in prostoru, so potrebni vizija, predanost, znanstvena naravnanost ter ogromno energije, zagnanosti in samoodpovedovanja. Prepričani smo, da imajo prejemniki nagrade vse naštete vrline in bodo zagotovo gibalo razvoja tudi v prihodnosti. Učitelji imajo s poučevanjem na daljavo v trenutni situaciji ogromno dela. Prav tako vsi učenci in dijaki nimajo enakih tehničnih možnosti za sinhrono učenje vnaprej pripravljeni video razlag svojih učiteljev. Zato se je vedno bolj potrjevalo, da je asinhrono učenje v vnaprej pripravljenih video razlagah dobra dodatna možnost, ki manj obremenjuje tudi družinsko organizacijo dela, sploh pri večjem številu družinskih članov na istem računalniku. Ravno zato stičišče Razlagamo.si, kateri temeljni element je ravno zbirka video razlag, ki se lahko uporabijo asinhrono, učiteljem omogoča deljenje dobre prakse in medsebojno pomoč, učenci in dijaki pa si video razlage lahko gledajo kadarkoli v svojem tempu, tudi večkrat. Zato je naš moto: razlagamo si jih lahko skupaj, oziroma če bi vsak učitelj pripravil video razlago za eno učno enoto, bi lahko skupaj pokrili vse vsebine in tako prispevali k zmanjševanju neenakosti med učenci in dijaki. Družbeno zelo pomemben vidik podporne točke je nastanek prostovoljnega gibanja med učitelji in študenti treh fakultet Univerze v Mariboru. V aktualnem obdobju bi se morali vsi ravnati po Hemingwayjevih besedah in ne razmišljajo o tem, česar nimaš in česar ne moreš storiti. Razmišljajo o tem, kaj lahko narediš s tem, kar imaš. Ostali doma. Za razlago Učne snovi poskrbimo. Mi. Da razlagamo. Pika. Si. Piši nam, s veseljem ti pomagamo. In vabljeni na oder po nagrado za izjemne dosežke. Še ena fotografija. Takole. Hvala in čestitke. Spoštovani, najvišje nagrade v šolstvu za leto 2020 so podeljene. Spoštovani predsednik odbora, hvala za pomoč pri podelitvi. Prav pa je in spodobi se, da dobijo svoj glas tudi cenjeni nagrajenci. V njihovem imenu nam bo spregovorila magistrica Jožica Frigl. Izvolite na oder. Spoštovane, spoštovani. Biti govorec v imenu vseh nagrajencev me navdaja s ponosom. To je veliko priznanje, za katerega si lahko le upam, da ga bom upravičila. Najprej seveda iskrena zahvala za podeljene nagrade. Prejeti nagrado Republike Slovenije na področju šolstva ni le najvišja čast, je hkrati odgovornost in obveza, ki nas vse zavezuje, da bomo še naprej delali odlično.
Verjetno pa drugače niti ne znamo. Nagrade so prišle v času, ko si za to slovesno in enkratno priložnost niti novega gvanta nismo mogli kupiti. Opazno je, da je svečana pričeska delo lastnih, za ta namen nespretnih rok. Zato se, če uporabim Cankarja, steber naprednega učiteljstva tudi danes odlikuje predvsem po svojem delu, ne po videzu. Žal pa nagrade v tem letu niso prišle ob svetovnem dnevu učiteljev, ki bi bil dodana vrednost svečanosti. Po drugi strani pa je ravno to zahtevno obdobje pokazalo, da učitelji znamo in zmoremo tudi tisto, kar si niti v najbolj čudnih sanjah nismo predstavljali, da bomo kdajkoli delali. A prevladala sta pedagoški eros in etos, saj smo velikokrat preko svojih zmožnosti mladim na vseh stopnjah izobraževanja ustvarjali spodbudno učno okolje tudi nadaljavo. Kajti, če kdo, potem se učitelji globoko zavedamo pomena kvalitetnega javnega izobraževanja od predšolske vzgoje do fakultete. Ne pristajamo na nižanje standardov, na razvrednotenje znanja, ne zadovoljimo se s pavšalnostjo in še manj z nekvaliteto. V nobenih razmerah. Mi smo prvi, ki zahtevamo odlično javno šolo za vse. In zato nam je tudi še vedno mar. Mar za vse birokratske ovire, ki nas omejujejo, mar za vse leporečenje, ki je popolna izguba časa, če ni uporabljeno v leposlovju, mar za nebulozne umotvore, uporabljene kot strokovne podlage, mar za vse pravno-formalne odločitve, sprejete mimo pedagoške stroke in mimo tistih, ki naj bi jih izvajali. Učiteljski poklic je brez sence dvoma eden največjih poklicev, saj se vsak dan tako rekoč dotikamo prihodnosti. Ne le dotikamo, oblikujemo jo. Zato je naš poklic tudi neizmerno odgovoren. Z izobrazbo polagamo mladim v roke najmočnejše orožje. Zaupana nam je možnost spreminjanja sveta. Velika reč, velikanska odgovornost. Zato se zahvaljujemo odboru, tako strokovnemu kot tehničnemu delu, ki je med številnimi nedvomno odličnimi prejetimi vlogami zmogel izluščiti in prepoznati tiste, ki so prenesle sito strogih kriterijev in jih ovrednotiti kot zgled in mogoče kot model za naprej. Tokrat smo to mi, posamezniki, ki so prestopili okvire običajnega in naredili veliko več, kot je pričakovano. Tisti, ki jih še vedno hrani etični pogon. Prepoznali ste odličnost, izjemnost, za katero večinoma skromno mislimo, da spada kar v našo poklicno kvalifikacijo. Še vedno nam odnos družbe in odločevalcev vsak dan sporoča, da je naše delo skoraj nepomembno, predvsem pa čisto enostavno. Naše sporočilo pa je, mi nismo zgolj izvajalci, mi smo ustvarjalci učnega procesa. Želimo biti pa tudi soodločevalci, želimo prispevati k razvoju in napredku izobraževalnega sistema. Iskrena hvala tudi vsem predlagateljem, ki ste se potrudili in za nas ustvarili temeljit in navdihujoč pregled našega dela. Hvala vsem podpornikom, ki ste prispevali svoje cenjeno mnenje. In nenazadnje, hvala tudi vsem, ki ste nam kljub nemogočim razmeram omogočili to svečanost. Lepo je, če sta tvoj trud in dobro delo opažena, še lepše, če sta tudi priznana, glasno pohvaljena. Priznanje na državnem nivoju tako ni le izjemna čast, temveč tudi javno in glasno priznanje našemu odličnemu delu. In zato vam iskrena hvala. Zdaj pa bom končala in bom le še ponosna. Kot bi rekli moji otroci, ponosna do lune in nazaj. Najlepša hvala in seveda še enkrat iskrene čestitke. Hvala.
Spoštovani nagrajenke in nagrajenci, naj vam bodo te nagrade vzpodbudo in vam dajo dodatno moč, kajti jutri je nov dan, ki bo od vas zahteval vse in še več. V veri, da bodo kmalu tudi šole spet hiše mladosti in življenja in ne prazne stavbe tišine in utripajočih računalniških ekranov, vam želimo vse lepo na vaši osebni in poslovni poti. Srečno! Ura brez kazalcev noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev, ura avantur. Saj ura brez kazalcev časa ne prizna, je najbolj čudna ura, kar jih svet ima. Ta ura brez kazalcev dela le tik-tak, tedaj, ko sije zora ali pade mrak. Saj taka čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi, ljubi. Ljubi še in še, tesno, tesno, objemi me sedaj. O malcenih lažeh mi šepetaj. In znova spet srce naviješ mi za leta drugih lepših srečnih dni. Ko uri brez kazalcev nikdar konca ni, ko pa večer in šteje dneve in noči. Saj taka čudna ura je zaljubljeno srce, ki gre in gre, ko ljubi, ljubi. Ljubi še in še, ko ura brez kazalcev noče šteti ur, je ura vseh ljubimcev, ura avantur. Saj ura brez kazalcev časa ne prizna, je najbolj čudna ura, kar jih svet ima. Ko uri brez kazalcev nikdar konca ni, ko pa večer šteje dneve in noči.